Kako si začel? Začel sem v bistvu tako, da ful me je to zanimalo. Prva fora je bila v tem, da imam jaz fobijo na igle drugače. In pač Ja? Ja, ni šans, da mi kriv vzamejo, ni šans, da me cepijo. Sicer, ko moraš, pač moraš, gre nekako skozi, ampak vseeno je problemno. Tako da, v bistvu, ko so mi grafite vzeli, recimo, nekako pač, itak tatuje so me že prej zanimali. Sam glih zaradi igel nisem nikoli pač hotel poštudirati na to, iskal sem druge opcije, kako bi lahko delal takega, da bi pač risal zraven pa ustvarjal. Tako posledično tudi dizajn bolj prišel, me je začel zanimati. Pol pa sem nekako rekel, vseeno, kur svoj bom probal, pač grem se tatuirati, grem si prej to narediti, pa bom videl, kako jelaj. Tako da sem šel, sem videl, da se da preživeti, nisem umaral. Tako da, pol me pa to vedno bolj veselilo, no. Takrat je bila scena še bolj tak v Sloveniji, se glih ni dalo te robe pa tega dobiti, tako da prvi set sem naročil iz Kanade. Tam sem imel ful srečo, je šlo skozi na carini, ker drugače bi lahko kar komplicirali. Pa ja, sem dobil set domov, pa je bila takrat bivša, mislim, takrat punca, zdaj je bivša, par men, pa mi je kar rekla, da ajde, kar naredi mi nekaj. Tako sem dejansko na YouTube gledal tisti prvi set, kak se skup naredi, pa to skraj, da vrej. Idemo. Drugače pa ja, mislim, tisti je bila bolj taka fora, nekak sem, všeč mi je bilo. Pol bom, hvala Bogu, tudi imamo v zdravstvu, ko je pol videla, da dejansko mislim to delati nekako, da me zanima, tako da sem imel tudi kar veliko predavanj, glede kože, higiene, ni da ni. Kar doma lepo. Ja, tako to sem še danes hvaležen, ker v bistvu ni mi pustila tetovirati, dokler ne bo ona videla, da pač vem, v kaj se spuščam. 100%. Tako da tist sem res hvaležen. Pa ja, v bistvu začel sem pol na svojih nogah, da sem dobil nek feeling, da sem videl, kako se kaj zaceli v tisto. Glede barve, glede vsega. Čajne vrečke si sam naredil? Ja. Kak, če si tam zadnji? Ne, sprašuj, kako sem te zvijal. Zanimiv ilustrativni pristop. Cool. Tako da ja, v bistvu ja, pa sem nekaj cajta delal sebi na noge, pa itak gre to na kolege, valjda. Eno leto sem delal bolj kot ne džabe, tako da gužva je bila. Vsi so hodili nekaj med, itak folk je, pač ne zdaj koga žalim, ampak če je džabe, jaz to hočem. Pri nas sploh Slovenija. Pač klasika, ja. In ja, pač nekak sem se bolj vlaufal s tem. Rekel si, da imaš vajenko za eno. Res je. Ris je. V bistvu ni še zdaj uradno. Zdaj je. V bistvu še ni, no. Zdaj veš, da si Ni. Sem pa našel eno punco, no, zdaj se v bistvu še sam spoznavamo, v bistvu še sam riše, mi pošila kak riše. Tako da dolgoročno nekako iščeš nekaj zraven. iščem, imam v planu, ja, da bi še pol en delal zraven mene. Sploh še nisem bil v studiu, pri tebi, to smo se že prej menili. Ja. Imaš za enega, za dva, za koliko imaš to veliko? Studio zdaj trenutno station, pa vse skupaj postavljam za enega. Sam dva brez problema delata, no. Pa slučajno, če še pa kak prija zraven, pa tudi mislim, da za tri ne je bilo nekega ogromnega problema, no. Pa složi za križate, da Ja. mine malo levo desno narediš, čisto. Tako se da vse narediti. Fajn, no. Ti ja rečem, ful je hecno, ko si v Plotnici odprl, ne? To je res, to več kaj reče, ja. Da tega nisem pričakoval, ne, mislim, da bi... Prvi sem imel, mislim, nijaš to doma, glih, pa čez cesto imaš ali kak je? V bistvu studio se drži poslopja oziroma bajta. okej. Tako da ja. Ampak... Je pa ločeno. Je pa ločeno. Ja. Zanimivo, no, ker je kafe. Tam je kafe. Kaj je vroč? Ne, vrni. Meni je pa všeč, da je studio izven Maribora. Meni tudi. Folk se bo pripeljal bilo kam, če hoče, pač... Ja, se glih to je fora, ja, glih to je fora, ker v bistvu, jaz sem tudi delal na tem, prvo sem imel ful željo, da bi nekak studio naredil v nekem centru mesta, Maribor, Celje, Ljubljana.
nekako sem sanjal o tem dejansko, ampak pol, ko sem pač par G-spotov tudi delal takle po tujini, sem vedel, da po eni strani pa tudi ni tako fajn, da je dejansko boljš, da ostanem pač v domačem kraju, ker pri meni je fora, da je pač malo večja zasebnost, malo bolj si lahko profesionalen, si vzameš cajt za stranko in delaš samo s isto stranko, ko imaš pač naročeno. Medtem, ko če imaš ti v nekem centru mesta, pa to moraš vedeti, da je ful večji pretok folka vsega in vsak tretji, ko bo priš mimo, ti bo potarkal na vrate, pa ti bo pač te bo spraševal določene vprašanja, ko pač glede tatuja, glede cen, glede vsega, ko zdaj tu, ko imam studio, me pač ne sprašujejo tega, ker pač ne gre to folka niti mimo. Ja. In je dejansko veliko lažje delati, ker zdaj, glede na to, da ko tetuviraš, moraš biti spravljen, pač študiraš na tisti pis, kaj ga delaš in si nekako ne predstavljam, da bi zdaj mogel se 10-krat še vstati mes, pa iti vrate odpirati, pa tam odgovarjati na nekaj vprašanje. Ti je mogel receptor kometi, ali pa receptor. Ja, itak, ker če bi jaz to delal, niti profesionalno ne bi izgledalo do stranke, ko mi sedi tam na stolu, tako da. Ja, zdaj malo počakaj, no. Eni prišterke. Ja, še ono glik se navadi, pauza. Fuck, jaz to moram videti.